Lepo pozdravljeni v tokratni vroči temi. Vroča tema je seveda nedeljski referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Naš gost in sogovornik je dr. Urh Grošelj, izredni profesor na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, in sicer vaše področje je medicinska etika. Ste tudi član komisije za medicinsko etiko Medicinske fakultete in pa ste pediater in delate tudi na pediatrični kliniki. Dr. Grošelj, lepo pozdravljeni. Povejte nam, zakaj je Komisija za medicinsko etiko napisala posebno pismo, kjer opozarja, kako nevarno je pravzaprav glasovati za ta zakon. Ja, najprej hvala lepa za vabilo v tem času pred referendumom. Mislim, da je zelo pomembno, da se v teh stvarih veliko pogovarjamo. Pravzaprav je Komisija za Republike Slovenije za medicinsko etiko v svojih večjih stališčih v bistvu izrazila načelen zadržan oziroma pač nasprotujoč odnos do evtanazije. In v zvezi s tem zakonom, ki je pač bil julija sprejet, pa je ponovno izrazila ta svoj odklonilen odnos do evtanazije oziroma v tem primeru pomoči pri samomoru. Razlogov, zakaj Komisija Republike Slovenije za medicinsko etiko nasprotuje temu zakonu, je veliko. So v bistvu mnogi razlogi. Najprej ta zakon radikalno spreminja odnos do prekinitve življenja, se pravi, tukaj gre za aktivno nameravano prekinitev človeškega življenja. To je nekaj v bistvu povsem drugega, kot smo doslej bili vajeni v medicini oziroma ni skladno z temi medicinskimi standardi. Vemo, da od Hipokrata dalje, se pravi zadnjih 2500 let, velja, da se pravi bolniku ne bom dal sredstva, ki bi mu prekinilo življenje. Hipokrat je tudi avtor oziroma je nekako naprej od njega velja norma primum nil nocere oziroma najprej ne škodovati. Kar pomeni, da moramo biti pri tem, kar počnemo, vedno prepričani, da s tem ne škodujemo oziroma če škodujemo, da delamo s tem več dobrega kot škode. Te norme v bistvu od Hipokrata naprej so potem našle pot v vse ključne medicinske kodekse, naprimer kodeks zdravniške etike, ki smo ga dolžni vsi zdravniki upoštevati, ima tudi odklonilen odnos do aktivne, namerne prekinitve človeškega življenja. To je samo na tem delu. Komisija pa je v bistvu v tem svojem mnenju opozorila tudi na kar nekaj drugih vidikov. Med temi je zelo pomemben vidik, da ta zakon bistveno spreminja odnos do človeškega življenja in pa ima potencial, da marsikoga v naši družbi s tem zlasti posredno prisili v to odločanje. Morda bi bili posredi, se pravi, vedno bodo določeni ljudje na slabšem v kakšnem finančnem smislu, morda se stari ljudje lahko čutijo v breme svojcem, mogoče so deležni kakšnih drugih, lahko tudi direktnih pritiskov, in se komisija tukaj tudi boji, da bi lahko tak zakon pomenil, da bo kar naenkrat se lahko pojavil nek lahko zelo subtilen ali pa posreden pritisk na te ljudi, da se nekako umaknejo. Da je samomor kot opcija, kot rešitev. Drži. Samomor, tradicionalno, se pravi, samomor v Sloveniji tradicionalno zelo prisoten. Slovenija je v vrhu svetovnih držav po samomorilnosti, na žalost. In s tem je v Sloveniji bila tradicionalno tudi zelo dobro razvita veda, ki se ukvarja s preprečevanjem samomora oziroma samomorilnosti, tako imenovana suicidologija. Zdaj, kar naenkrat pa bi se tukaj znašli v položaju, lahko bi rekel, v nekoliko shizofrenem, protislovnem položaju, ko bi po eni strani mogli te samomore preprečevati in po drugi strani jih omogočati. Še več, vemo, da po enih ocenah 90% ljudi, ki jim samomor ne uspe,
to dejanje kasneje obžalujejo. Samomor vidi stroka pogosto kot nek klic na pomoč, se pravi kot neko prehodno stanje neke duševne stiske ali pač drugačne stiske, lahko tudi telesne stiske konec koncev, kjer je treba taki osebi pomagati, da spleza ven iz te situacije in pogosto lahko že po sorazmerno kratkem času ta oseba vidi ta poskus kot neko napačno odločitev. In ta zakon v bistvu uvaja nekaj nepovratnega. Mi zdaj človeka že ubijemo, on se v bistvu ne more niti Tako, več. ta samomor je s tem, se ga pač asistirano omogoči. S tem tudi pravzaprav takmu človeku ne omogočimo, da bi kasneje obžaloval mogoče to svojo odločitev za samomor, ali mu ne omogočimo, da bi mogoče iz te prihodne stiske lahko ven se nekako povzpel, ali mu pomagamo pri tem. To, da je dejanje nepovratno, je seveda velik problem. Vemo tudi, da medicina je v bistvu v rokah ljudi, je zmotljiva. Neredko so recimo diagnoze ali pa prognoze, se pravi napovedi poteka bolezni v medicini nezanesljive ali pa zmotne, bi lahko rekli. Nažalost je to še vseeno relativno pogosto, bi lahko rekli. In tukaj je lahko spet ena bojazen, da lahko tudi odločitev za asistiran samomor temelji na neki, recimo temu, zmotni diagnozi, ampak posledica tega bo pa seveda trajna, nepreklicna in tukaj vidi tudi komisija in drugi forumi vidijo nek potencial za neke neželene situacije. Zakon govori o brezmejnem trpljenju, ki pa ga v bistvu ne definira. To je naslednji problem tega zakona. Se pravi, eden od pomembnih problemov tega zakona je, da se ne nanaša na terminalno stanje. To pomeni terminalno stanje, lahko ga definiramo morda kot zadnjih 6 mesecev življenja, saj v oceno glede tega. Ta zakon se ne nanaša na te umirajoče posameznike, ki so po pričakovanjih blizu smrti. Nanaša se na vse, ki neznosno trpijo. Taka oseba je lahko recimo tudi 60 let recimo od smrti. Predstavljamo si mogoče mlado odraslo osebo, ki je ob mogoče neki nesreči ali pa lahko je ob poku petarde izgubila obe očesi. Medicina taki osebi ne more pomagati s povrnitvijo vida in taka oseba, mnogo takih oseb zagotovo neznosno trpi in kar naenkrat bo lahko taka oseba upravičena do pomoči pri samomoru, kljub temu, da ima sicer morda pred sabo še 60 let življenja. Prav tu je največje zavajanje teh, ki navijajo za zakon, kajti vsi govorijo o nekih primerih nekih sorodnikov, ki so na koncu stari trpeli pri umiranju. Ampak nihče pa ne omenja tega, kar ste zdaj povedali, da neznosno lahko trpi tudi mlad človek. Seveda. Tukaj vidimo naslednji problem. Zakon oziroma tudi ta debata, večletna debata pravzaprav poteka na osnovi neke manjše skupine, po oceni predlagateljev morda 20 ljudi letno v Sloveniji, ljudi z nekim neznosnim trpljenjem in dejansko te zgodbe, ki jih morda o katerih pač v javnosti poročajo, so dejansko težke. Tam v resnici vsi ostanemo brez besed. Morda res medicina v vsakem primeru ne more dobro pomagati. Ampak te zgodbe je veliko vprašanje, ali bodo te zgodbe dejansko potem reprezentativne za vse te zgodbe kasneje. Se pravi, zgodbe oseb, ki se bodo morda odločile za asistiran samomor in ki jih je bistveno več. Tukaj poznamo statistiko iz držav, ki so se odločile za legalizacijo evtanazije oziroma asistiranega samomora. Jaz med tem dvema pojmoma niti ne bi ključno v tem etičnem smislu razlikoval, ker gre v obeh primerih za aktivno nameravano smrt posameznika. Ampak, če vidimo recimo primer Quebec v Kanadi, 7% vseh smrti je posledica evtanazije oziroma pač aktivne pomoči pri umiranju, kot oni rečejo medical assisted
dying. Če to preračunamo na našo populacijo, bi bilo to nekaj tisoč primerov, morda 2000. To je 100-krat več od teh 20 primerov, o katerih govorijo predlagatelji. In do te situacije je Quebec prišel v samo 10 letih. Če si mi to predstavljamo, zagotovo vidimo, da teh 2000 primerov ne more biti enako prepričljivih, kot je bilo tistih 20 primerov navedenih. In v teh 2000 primerih, oziroma v tem potencialu, tudi če jih je samo 200, recimo, ali pa 500, kakorkoli, v teh dodatnih primerih menimo, da se lahko skrivajo tudi posamezniki z zelo vprašljivimi ali celo napačnimi razlogi za tako odločitev. No in zdaj, ko omenjate ta angleški izraz medical assisting dying, seveda, lejte, tu je še eno zavajanje tega slovenskega zakona. Namreč pri nas očitno ne bomo vodili te statistike, kot jo mogoče v Kanadi, zato ker zdravnik ne bo smel napisati, da je šlo za asistiran samomor. In govorijo pa o transparentnosti. Ja. Tukaj imate popolnoma prav. Pravzaprav, če gledamo statistike Belgije, Nizozemske, pogosto vidimo, da tudi te države nimajo zelo dobrih statistik. Ko poskušamo pridobiti neke zanesljive podatke, kaj se pravzaprav dogaja v teh državah, pogosto vidimo, da so te statistike dostikrat neke nepopolne, ne zelo jasne. Pravzaprav tega pregleda v resnici nimajo zelo dobrega. Se pravi, v državah, ki so verjetno tudi po svoji kulturi bolj urejene, kot smo mi. Zdaj si predstavljate, da v Sloveniji, kjer imamo pogosto, se mi zdi, problem z nekim sistematičnim vodenjem nekih statistik, da to uvedemo, in mene ne bi presenetilo, da bo problem, ampak omenili ste nekaj drugega. Omenili ste tudi, da se kot neposredni razlog smrti po tem zakonu navede se pravi asistiran samomor, ampak pač bolezensko stanje, ki je morda privedel človeka v to neznosno trpljenje, ali pa verjetno, da ima reči. To jaz mislim, da ni dobro, iz večjih razlogov. Tudi se sprašujem, kaj so v bistvu motivi za to. Ja. Morda gre za uveljavljanje polic življenjskega zavarovanja, ki bojo s tem izvedljive, ampak tudi v tem primeru gre za zagotovo gre za neke vrste laž. V medicini zdravniki nismo nekako navajeni, da nas bi zakonodajalec silil v navajanje neresničnih podatkov. Tako da se tukaj čuti neko dodatno nelagodje. Ja, in tudi nenazadnje sorodniki, opisujejo možne primere, da se nek zakonski partner na nek način želi hitreje znebiti partnerja, hitreje dedovati, ampak potem za nazaj v teh sodnih postopkih ne bo nikjer vidno, da je šlo za asistiran samomor. Ja, drži. Jaz mislim, da so tukaj zlorabe so možne. Poznamo tudi jaz mislim, da te pritiski večinoma ne bodo tako, da bi rekli, zelo grobi ali pa zelo direktni. Jaz mislim, da bo večina teh pritiskov relativno posrednih in morda ne takih, da bo v bistvu ta oseba sama mislila, da je dejansko to najboljši izhod. Po enih statistikah iz Oregona v ZDA večina starejših oseb navaja med razlogi v resnici za asistiran samomor to, da ne želijo biti v breme svojcem, kar je po neki človeški plati morda razumljivo, ampak to je popolnoma napačen razlog, da bi se oseba mogla za to odločiti. Kot sem že večkrat ponovil v tej debati, jaz mislim, da se nihče, ampak res nihče ne sme znajti v položaju, ko bi se moral komorkoli opravičevati za svoj obstoj. In s tem zakonom se lahko določene osebe nažalost znajdejo v tem položaju. Zakaj? Zato, da bo tistih 20 ljudi na leto dobilo, morda sicer ob nekem resnem trpljenju, pomoč pri samomoru.
No in kritiki opozarjajo tudi, da gre očitno tudi za neko varčevanje, ne? Zato ker je to vse finančno ovrednoteno. Recimo, koliko nas stane nekdo, ki ima predvideno še 1 leto življenja, ne? Ali pa recimo, da se odloči za evtanazijo in ta prihranek je v tem zakonu izračunan in omenjen. Ja, tukaj sicer treba povedati, ne, da vsak zakon, ki ga predlagaš, Mora imeti finančne posledice. Je pa res, ne, tukaj je pa zagotovo, je pa res, da so imeli v tem primeru, mislim, da predlagatelji relativno enostavno pot do tega, da so dokazali, da ta zakon pomeni prihranek. To seveda, kar je ključno tukaj. Ne. Zdaj, jaz mislim, da pogled, tudi če ima kdorkoli pogled na ta zakon kot nekaj, kar bo omogočil prihranek, jaz mislim, da je to izjemno narobe. No, seveda govorijo tudi o nekakšni prostovoljnosti, ampak vi kot zdravnik boste, če bo ta zakon obveljal, prisiljeni pač sodelovati pri tem samomoru. Ja, no, tukaj moramo sicer omeniti, da je predviden ugovor vesti, Ja. ki ga bo po oceni zdravniške zbornice uveljavljalo vsaj okoli 90% zdravnikov, se pravi delež tistih zdravnikov, ki bodo to nekako pripravljeni izvajati, je po pričakovanjih nizek. Ne. Ampak glejte, ugovor vesti, se veste, da to v Sloveniji ne gre. Je bila neka gospa v lekarni zaposlena, ni želela dati kontracepcijskih sredstev, tam nekje v Prekmurju so bili taki pritiski na njo. Ta ugovor vesti je in ni v Sloveniji, je to zelo dvomljivo. Morda izvedba ugovor vesti v Sloveniji je ustavna kategorija. Naša ustava jamči za ugovor vesti. Tako da tukaj jaz absolutno pričakujem, da tudi če bo zakon potrjen, absolutno pričakujem, da ugovor vesti ne bo v nobenem pogledu vprašljiv. Je pa vprašljiv, recimo, torej so pritiski na zdravnike, na ginekologe, ki ne želijo opravljati splava. Ne? Drži, to so lahko neki tudi neformalni pritiski, a ne, seveda vsak zdravnik lahko uveljavlja ugovor vesti tudi za splav. Jaz mislim, da bo ta situacija še nekoliko drugačna, zato ker tukaj je visok konsenz zdravništva, da se tega v bistvu ne želijo iti, da ne želijo enostavno sodelovati v tem. In v resnici so mnogi razlogi, zakaj je ta pomislek oziroma zakaj je to nasprotovanje upravičeno. Iz izkušnje držav, se pravi, mi na poti izobraževanja na medicinski fakulteti nikoli se ne izobražujemo glede izvajanja prekinitve življenja odrasle osebe oziroma človeške osebe, rojene človeške osebe. In tukaj je to nekaj, kar je tuje. To je tuje, bi jaz lahko rekel vsakmu zdravniku. Morda nekateri mislijo, da je to pomembna stvar in morda bodo iz tega vidika poskušali pristopati. Ampak izgledi iz nekih drugih držav kažejo, po statistiki, da je ta postopek lahko zelo obremenjujoč za tisti zdravstveni kader, sestro ali zdravnika, ki ga izvaja. Tudi vemo, iz drugih strok, veterinarji so edini, ki imajo licenco za ubijanje živali, poklicno licenco. Veterinarji imajo 3-krat večjo samomorilnost po enih podatkih, ki jih je slišati, kot nekatere druge poklicne skupine. Se pravi, to so v resnici ta dejanja nekako ne ležejo dobro. Torej, recimo, če zakon obvelja, bo to nek manjši tim zdravnikov, ki bo izvrševal te usmrtitve, da tako rečem. To bi bilo bolj zanimivo videti, kaj se bo dejansko zgodilo. Jaz mislim, da od teh lečečih zdravnikov bo to zelo majhen delež tistih, ki bodo pripravljeni to sodelovati. Zdaj ali bo potem to en tim, ali bo to neka podjetna dejavnost. Neko podjetje za... Morda, Ja. Se pa tukaj lahko vprašamo nekaj drugega. Ta postopek, kot rečeno, ni del kurikula medicinske fakultete. In tudi je relativno enostaven. Tukaj se moramo vprašati, zakaj bi pravno zdravnik mogel biti tisti, ki to izvaja, ali pa medicinska sestra. Zlasti, če vemo, da je v marsikerem pogledu to
to v nasprotju z nekim poslanstvom, prepričanjem, tudi z neko terapevtsko zavzetostjo, mogoče z neko skrbjo za ohranjanje življenja, a ne skrbjo za pacienta do konca, se pravi z neko zavezanostjo pacientu. Ja, se v bistvu tu se ruši odnos med zdravnikom in pacientom nasploh, ne? Ker zdaj tudi, če bi bil nek zdravnik v tem timu, pa mogoče pacient tega ne bi niti vedel, ne? Pravzaprav nikoli ne veš, ali on zdaj na nek način v nekem konfliktu navija za usmrtitev ali zdravi, kaj bo zdaj zdravnik sploh počel. Ja, dejansko jaz mislim, da se ta zavezanost zdravnika pacientu, ki je v bistvu, jaz bi rekel, dosti brezpogojna, se lahko na nekem delu majčkeno skrha. In morda, ne vem, ali to lahko pomeni tudi neke manj terapevtske zagretosti zdravnikov, ko bo enkrat normalizacija te prekinitve življenja. Mogoče je to lahko. In svarila prihajajo z držav, ki imajo to legalizirano, svarila pred tem, da bi šli to pot. Noben tega v resnici jaz nisem videl človeka, recimo zdravnika, ali pa tudi se pogovarjam s kolegi iz Severne Evrope, noben ni o teh stvarih govoril z nekim entuziazmom. No, kanadski zdravniki so napisali eno opozorilo slovenskim zdravnikom, kakšne so možne zlorabe. Pravzaprav, kaj vas najbolj skrbi od teh možnih zlorab? Ja, nekaj sem jih naštel. Zame osebno je verjetno največja zloraba ta, da bi bili ljudje potisnjeni lahko zelo subtilno v to, se pravi v neki. Danes vemo, da je marsikdo, v bistvu ima slabo socialno strukturo, mogoče nima okoli ljudi, ki bi za njega skrbeli, je lahko v finančni stiski, si lahko mogoče s pokojnino ne more privoščiti neke domske oskrbe, ima mogoče slabe odnose v družini, mogoče z otroki in tako naprej. In taki ljudje bi morda še radi živeli, ampak mogoče bojo v položaju, ko enostavno bo to mogoče za njih najbolj logična rešitev, da končajo življenje. V tem pismu, ki ga je podpisalo več zdravnikov, kjer opozarjate na ta etična vprašanja, ste zapisali tudi, da je to pravzaprav, seveda Slovenija bo v majhnem odstotku teh držav, ki so se za to odločile, pa še to je, da imamo zelo malo prebivalcev. Kaj bi zdaj to pomenilo glede na 2 milijona Slovencev? Mogoče sam pojasnim, prej sem govorila o izjavi Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko, ki jo je tudi izdala. In to je bila dodatna izjava tudi s strani katedre za medicinsko etiko medicinske fakultete. Kar v bistvu mogoče sam, če damo en kontekst, okoli nasprotovanja temu zakonu so se poenotile, praktično obstaja skoraj popoln konsenz vseh zdravniških organizacij, tudi Zdravniška zbornica, Zdravniško društvo, Slovenska medicinska akademija, Združenje za paliativno oskrbo. Tako da tukaj redko pravzaprav v stroki tako enoten konsenz dosežemo, in redko je ta konsenz tako eklatantno preslišan ali pa ignoriran s strani zakonodajalca, ali pa s strani mogoče tudi medijev in tako naprej. Tako da to me na nek način žalosti in preseneča, da je lahko do stroke, do vrha stroke, do vrhov stroke tako ignorantski odnos. Se pravi, vprašali ste pa nekaj drugega, kako se pravi Slovenija kot majhna država, kako jo to lahko dodatno prizadene tak zakon. Mi v resnici imamo manjši manevrski prostor za napake. Se pravi, mi imamo neko demografsko luknjo, se pravi, demografski kazalci so slabi, in tukaj imamo lahko nek dodaten odvod ali pa nek dodaten, mogoče neka klima, ki je ali bi lahko rekli za življenje ali proti življenju. Jaz mislim, da ta zakon to klimo majčkeno naravnava v smer proti življenju. In tukaj
se mi zdi tisto, kar morda ni dobro. Ja, je zanimiv tudi primer iz Avstrije, to opozarjajo, da tudi tam je seveda možen asistiran samomor, ampak vendarle mora človek dobi samo recept. On mora potem v lekarno in si mora sam ubrizgati ta strup. Ne? Zakaj tega ne pripišemo? Ja, se pravi, avstrijski zakon, kolikor ga pač smo uspeli spoznati, je po ocenah mnogih bilo rekel, da ima reči bistveno manj slab. Se pravi, še vseeno lahko pomeni neko pomoč pri samomoru, ampak tam je v bistvu ta končna odločitev na strani bolnika. In večina ljudi, ki dvigne to učinkovino, jo nikoli ne vzame. Jih mogoče že pomiri to dejstvo, da če bi bilo pa res neznosno. Ma pa nekje doma. Jo ima pa nekje doma. Ampak tisto, kar je dodatno problematično v primerjavi z našim zakonom, je to, da pri nas, ko bo se pač pacient odločil za to, bosta ob njem sedela zdravnik in medicinska sestra, kar je unikum. In sedela bosta, dokler ne bosta ugotovila smrti. Zdaj, če smo prej rekli, da se večina pacientov v Avstriji premisle ob tem, ko dvigne, jaz dvomim, da si bo kdorkoli premislil, ko bo ob njem sedel zdravnik in medicinska sestra. Se si noben ne bo upal premisliti. Dve uradni osebi bosta pri njem doma v postelji. Ja. In kar se mi zdi, tako kot sem prej rekel, marsikdo obžaluje poskus samomora. In to kasneje vidi kot neko klic na pomoč. Mi s tem v bistvu zgrešimo priliko, da bi ljudem v bistvu omogočili, da obžalujejo neko samomorilno misel. Oziroma, če so pa res v to prepričani, pa da sami izvedejo samomor. Samomor spremlja našo kulturo pač od nekdaj. No, nekaj je teh mitov, ki ne držijo. Ne? Eden takih je seveda te podporniki tega ubijanja. Pravijo, da pač se to dotika tako ali tako samo nekaj teh ljudi starejših, ki so tik pred smrtjo in da ima pravzaprav vsak pravico sam odločati o tem, kaj bo z njim na koncu svojega življenja. Ja, morda je teh nekaj primerov, ki imajo, kjer je mogoče ta njihova zgodba tako prepričljiva, res tako malo. To jim jaz verjamem, da je teh ljudi tako malo. Mene bolj preseneča, zakaj se toliko pogovarjamo o tej majhni skupini, hkrati pa vemo, da pri nas področje paliativne oskrbe ni sistemsko urejeno. Zakaj? Se pravi, tukaj imamo 20 ljudi, paliativna oskrba zadeva mogoče 5,000, 10,000 ljudi, to je 300krat ali pa 500krat več. Zakaj? Če bi imeli dejansko željo pomagati predlagatelji, bi zagotovo najprej prišli z zakonom o paliativni oskrbi in bi rešili problem 500krat več ljudi. Namesto 20 bi rešili problem 10,000 ljudi, pred smrtjo verjetno večine od nas. Ampak ne, najprej treba ta del in iti v asistiran samomor z neurejeno paliativno oskrbo je pa dodatna nevarnost, ker bi marsikdo, če bi imel neko dobro, dosegljivo, zlasti dosegljivo se problem. Pri nas je paliativna oskrba, bi jaz rekel, strokovno na visokem nivoju, dosegljivost pa morda ni optimalna. To, kot ni dosegljivost, mogoče kakšne druge storitve, ampak tukaj to področje bi mogli država videti kot prioritetno. Se pravi, skrb za ljudi ob koncu življenja, za najbolj obrobne. Jaz mislim, da bi mogla biti prioriteta in ureditev tega področja bi mogla biti predpogoj za kakršnokoli debato o asistiranem umiranju. Ker če bi ti morda iz paliativno oskrbo, iz ustrezno paliativno oskrbo rešil problem tega trpljenja, mogoče ne bi rabo se odločiti potem za asistirano umiranje. Če pa tega ne bo možno rešiti s paliativno oskrbo, bo pa kdo samo zato, ker mu država tega ne more zagotoviti, izbral asistirano umiranje, kar pa seveda popolnoma narobe. No, eden od mitov je tudi, pravijo predlagatelji, da ima zakon številne varovalke, zato zlorab ne bo. Zdaj pa v tej skupini teh zdravnikov, ki bodo na nek način odobrili ta asistiran samomor nekoga, oziroma bodo o tem razpravljali, odločali, ne vemo še, kako bo to videti, pa ni zdravnikov, ki so proti. Recimo, vi ne boste v tej skupini. Jaz ne bom, se tudi ne želim biti. Ampak, seveda, zdaj, kar je problem varovalke, jaz mislim, da v nobenem sistemu tukaj ni možno zagotoviti zadostnih varovalk. Konec koncev sva se prej pogovarjala o teh
posrednih pritiskih, ali pa dajva si spet predstavljati primer nekoga, ki bi mu mogoče paliativna oskrba rešila problem, ker ne bo deležen mogoče ustrezno dostopne paliativne oskrbe, ki mu jo pač sistem ne zagotovi, bo morda začel razmišljati o asistiranem samomoru. Se pravi, tukaj vidimo mogoče ne direkten, ampak nek subtilen pritisk, oziroma nek napačen razlog, da se to. A če to ni zloraba, potem jaz ne vem, kaj to je. Vemo pa iz nekaterih severnoevropskih držav, ki imajo sicer zelo, jaz bi rekel, visoke standarde medicinske in tudi sicer morda pač te standarde varnostne kulture verjetno više postavljene kot mi. Tam vidimo po nekaterih raziskavah, recimo so nekatere anonimne raziskave, da je nek znaten delež ljudi pred pomočjo pri smrti ni izrazil recimo eksplicitnega soglasja, ali so to mogoče na nekih dementnih ljudeh počeli, ali so neke zelo pomanjkljive evidence, ali so neke neustrezne presoje, in tako naprej. Se pravi, tukaj vidimo, zdaj to so verjetno zlorabe. Predlagatelji se tukaj potem navajajo dejstvo, da je bilo opravljenih več kot 300,000 postopkov in niso dočakali te postopke nobenega sodnega epiloga. Se pravi, če bi bile zlorabe, bi verjetno sledili sodni epilogi, ampak v medicini 300,000 postopkov ni mogoče izvesti na način, da ne bi bilo nobene napake. In to, da ni sodnih postopkov, pomeni samo, da naslednja linija pač obrambe, lahko rečemo, oziroma pač presoje pade. Se pravi, da očitno tudi to ne deluje. In to celo v Sloveniji, kjer vemo, kakšen je naš pravni red, kakšna je praksa, kako se ugotavljajo zdravniške napake. Ne nazadnje, zdaj je neka biobanka celo izgubila pravzaprav ta material, te popkovnice za novorojenčkov, ki so bili tam shranjeni, pa se ne zgodi nič. Torej, lahko smo zelo skeptični do te prakse, te evtanazije doma. Jaz mislim, da ja. No, eden od mitov je tudi, da za ljudi tik pred smrtjo, ki trpijo, ne obstaja nobena druga pot. Pa to sva povedala, saj so tudi poti. Zdaj, najprej moramo sploh razmisliti, o kakšnem trpljenju se tukaj pogovarjamo. Večina tega trpljenja morda niti ni telesnega. To je lahko neko psihološko, socialno trpljenje. Zelo pogosto je to trpljenje posledica neke osamljenosti, izoliranosti teh starih oseb. In zdaj, kako rešiti to? Zdaj, to trpljenje je treba po moji oceni rešiti vzročno. Tisti, ki ima bolečine, mu mora pač paliativna oskrba odvzeti to bolečino. To je danes mogoče praktično v vseh primerih. Tisti, ki je osamljen, mu mora okolica resnici več pozornosti nameniti. Moramo se tudi mi, vsi to so konec koncev ljudje okoli nas, moramo mi razmisliti, mogoče komu lahko pomagamo, komu lahko lajšamo te težave. In hkrati pa bi bila v teh primerih, če imajo te težave, neko rešitev, se pravi nek vzrok pa neko rešitev, iskati asistiran samomor kot rešitev, mislim, da je napaka. Zakon predvideva, da se morajo po 5 letih izbrisati vsi ti podatki. Kaj si lahko mislimo o tem? Ja, to je spet en nivo, kjer se človek vpraša, kako bo s temi presojami oziroma z analizami, mogoče tudi, lahko se kasneje, mogoče kakšna. Jaz si predstavljam, da se lahko po nekaj letih izkaže, da je mogoče bil nekdo prisiljen v tako dejanje, ali pa se pokažejo kakšni indici za to, če bo takrat to zbrisan, potem ne bomo mogli tega vedeti. No, in potem pravijo tudi, da je referendum nasilje večine nad manjšino. Kdor bo želel narediti samomor, ga pač bo, ostalih se to ne tiče. No, jaz tukaj vidim obratno. Jaz mislim, če se tukaj za 20 primerov na let rešujemo problem in če bo teh 20 primerov v resnici lahko neko večjo skupino obrobnih, starih, obnemoglih postavili v situacijo, ko bo za njih bolj tvegano biti človek v Sloveniji,
jaz mislim, da je to nasilje te manjšine nad bistveno večjo skupino. Pa zakaj se nam to dogaja? Ali vi vidite tu, da je to nek ideološki boj? Veliko je teh kritik uperjenih tudi zoper cerkev, pa ne nazadnje so vse verske skupnosti bile proti. Ampak zakaj gre tukaj? Jaz morda nisem čist najbolj pristojen, da bi v teh stvarih mogoče strokovno razmišljal. Ne? Jaz mislim, da je tisto, kar mene žalosti, je neka sistematična gonja, recimo proti zdravništvu, ne, ki jo videvamo. Tudi če recimo prejšnji teden je bil v bistvu dejansko vrh zdravništva sklican, je podal v bistvu, jaz mislim, da izjemno kvalitetno izjave, ampak v medije to ni prodarilo. Zdaj, jaz sicer tukaj še vse bi hotel verjetno, da ima morda vsaj en del teh predlagateljev iskrene namene pomagati ljudem. Zdaj, kaj vse je pa zraven nacepljen teh motivov, pa v resnici se težko v tem smislu si težko mislim. No, če gledamo tuje primere, tako opozarjajo te, ki so proti, se lahko dogajajo tudi kaznive stvari, ne? Kriminal, pravzaprav, trgovina s človeškimi organi. Ja. Jaz mislim, da to sicer ni motiv predlagateljev, se pravi, trgovina z organi, vemo, da organov primanjkuje skoraj povsod po svetu, veliko ljudi, ki čaka na organ. Vemo tudi, da ponekod lahko od se pravi, ljudi, ki so na ta način umrli, se te organe potem donira. Jaz mislim, da je to napačen motiv, se pravi, tukaj je nek dodaten lahko potencialen problem, ko se oseba, ki se odloča za pomoč pri samomoru, seveda, vsakdo si želi še kaj dobrega narediti. Zdaj, če taka oseba ima možnost 5-10 svojih organov, mogoče gre za sicer relativno zdravo osebo z neko okvaro zdravja, kot smo prej rekli, mogoče okvaro vida. Taka oseba lahko v bistvu ponudi zdrave organe. In če je to nek dodaten motiv za to, da se taka oseba odloči za asistiran samomor, se mi zdi tudi zelo narobe. In tu v zadaj lahko že mogoče nekdo razmišlja o nekih poslih. Ja, verjetno. Jaz mislim, da povsod, ko se seveda je to nevarnost trgovine, tako kot vidimo na drugih področjih, recimo nadomestno materinstvo je velik posel, je v bistvu ta trgovina je velik problem. No, predlagatelji pravijo, da smo referendum o tem že imeli. Ampak to v bistvu ne drži. Mi smo imeli referendum na splošno o evtanaziji, ne pa zdaj o tem konkretnem. Zagotovo v tem konkretnem zakonu ga nismo imeli, ker ga takrat tudi nismo poznali. Tisti referendum je bil bolj načelne narave. Tako da ta zakon, po moji oceni, prinaša, je izjemno slabo napisan, prinaša en kup novih, slabo rešenih vidikov in že to je zadosten razlog, da se od njem na nek demokratičen način odločimo. No, omenili ste že to Hipokratovo prisego. Ali se je ona kakorkoli spreminjala v vsem tem obdobju? Načeloma ne. Hipokratova prisega je taka, kot je bila. Od nekdaj je pa morda se pomen te prisege lahko v nekaterih okoljih malo spreminjal. Se pravi, da je mogoče iz neke res dejanske prisege lahko ponekod postajala majčkeno bolj folklora. Zlasti tam, kjer trčimo v neko izrazito navzkrižje s tako prisego. Pravzaprav že danes, recimo ljudje, ki so neozdravljivo bolni, je možno za njih, da jim zdravniki na nek način lajšajo bolečine in tudi lajšajo ta njihov konec. Ne? Ja, danes tukaj medicina je seveda še dalje bolj zmogljiva. Se pravi, to podaljšanje, tudi umetno podaljšanje življenja na nek način je včasih možno, zlasti s to intenzivno medicino. In tukaj je ključno, da nikoli ne zdravimo v bistvu bolnika, se pravi, ko
to zdravljenje ni več koristno za tega bolnika. Ne. Temu rečemo nesmiselno ali pa neutemeljeno zdravljenje. Ne. Ko je korist manjša kot breme zdravljenja ali pa škoda, potem to zdravljenje ni več etično upravičeno. Ne. Zdaj nekoga, ki je v umirajoči fazi, seveda mu ne bomo več dali dodatnega cikla kemoterapije, ampak se bomo res osredotočili na lajšanje bolečine in drugih težav. Ne. Paliativne in tudi temu rečemo omejitev zdravljenja. Ne. Lahko neko zdravljenje odtegnemo, se pravi, če ga ima, lahko ga opustimo, ampak vedno v želji iskanja neke največje koristi za bolnika v tem primeru. Ne. Paliativne oskrbe nikoli ne smemo opustiti od tega, ne. Vedno mora biti na voljo bolniku vse do konca. Ne. Se pravi, to lajšanje bolečine je tisto, česar ne omejujemo. Ne. Omejujemo pa lahko te zelo intenzivne in včasih vprašljivo koristne v neki situaciji ukrepe. Je bolje, dostikrat je bolje, da človek mogoče kakšen dan prej lahko tudi umre, ampak če se poslovi v krogu, recimo v domačem okolju, v krogu svojcev, ne pa nekako, da je, še vedno se mi zdi, da je včasih preveč teh umirajočih mogoče po bolniških sobah, ker mogoče to ni nujno vedno. No, zagovorniki zakona, tudi predlagatelji, omenjajo tudi nekaj primerov, mogoče nedavni, bolj tak znan primer neke gospe, ki pravijo, da je trpela, se je želela umreti, pa ni mogla umreti. Kako ravnati v takih primerih? Ja, to so težki primeri. Jaz niti ne vem, če imajo nek enoten recept, kako ravnati. Jaz mislim, da je treba, kot sem prej omenil, pogledati v resnici, kaj so tisti razlogi za trpljenje take osebe, pa jih poskušati odpravljati. Danes paliativna oskrba, če je na voljo, lahko praktično večino tega telesnega trpljenja odzame. Ostane seveda potem, kot smo se pogovarjali, neko lahko psihološko, socialno trpljenje in tako naprej, neko eksistencialno trpljenje. Tudi za ta del so seveda ključni morda bližnji, mogoče kakšni drugi strokovnjaki, za koga bo to mogoče kakšna psihološka podpora, za kakšnega drugega bo to duhovna podpora. Vedno pa mislim, da v takem primeru se da. Zdaj, posamezni primeri seveda so, jaz mislim, da lahko ne grejo optimalno. Zagotovo so lahko določeni napačni koraki narejeni, kar ni dobro, ampak nažalost smo pač ljudje zmotljivi. Ne gre to posploševati na vso populacijo? Jaz tega ne vem. Jaz mislim, da na en tak primer mogoče pride neka velika serija v resnici primerov, ki pa so šli dobro. No, mnogi opozarjajo tudi na zgodovino, zgodovinska dejstva. Med drugo svetovno vojno, nacistična Nemčija, pa tudi kasneje, mogoče v Ameriki, so prakticirali nekakšno eugeniko, to se pravi, da slabe gene izločimo, invalidne osebe, kakorkoli motene ali neke ljudi in pač izločimo, ubijemo, evtanaziramo, da bi izboljšali človeški gen. Zdaj sem povedala zelo preprosto. Koliko je zdaj te ideje v teh predlogih po vašem mnenju? To je zelo zanimivo vprašanje. Zdaj, ta eugenika, seveda, medicina ima neko lahko tudi temno preteklost, ki je seveda povezana dostikrat z neko sprego, z nekimi političnimi silami, se pravi pred vojno, z nacionalsocialisti predvsem, ampak ne samo, tudi vemo, da je eugenika, recimo tako, kot ste omenjali, tudi v ZDA bila, mogoče ne na tako brutalen način, ampak bolj na nek drugačen način. Te evtanazije s strani nacionalsocialistov oziroma nacistov so se izvajale tudi v Sloveniji. Vemo, da je bilo, mislim, da nekje v okolici Celja, to je raziskano poglavje, je bila večje število duševnih bolnikov in prizadetih evtanazirano. Tako da tudi pri nas je v resnici, tudi pri nas je ta temna preteklost v resnici
prisotna. In ne smemo iti zlahka mimo tega. Jaz bi to evgeniko danes videl malo drugače, kot je bila tista nekoč. Tista nekoč je bila prisilna evgenika. Danes se pa ljudje dostikrat so prepričani v to, si sami morda te evgenične izhode želijo, ampak rezultat je podoben. Zdaj, tisto, recimo, dejstvo, ki mene v resnici izjemno skrbi, pa je eklatantno evgenično dejstvo, je, da se v nekaterih državah po svetu praktično ne rojevajo več otroci z Downovim sindromom. To je recimo Islandija ali pa Velika Britanija. Seveda, nacisti bi morda to naredili tako, da bi to predpisali, da se taki otroci ne smejo roditi. Danes se pa nekako kolektivno hoteni ljudi, ki so mogoče na nek način prepričani z nekimi ideali popolnosti ali pa z nekimi drugimi normami, enako odločijo. Končni rezultat je isti. Končni rezultat je samo s tem, razlika je samo, ali je neki bilo nekako nasilo izveden ali je neki rezultat nekih kolektivnih hotenj ljudi, kar se seveda v imenu svobode odločanja dopušča, ampak nas še vseeno vidimo lahko včasih neke te evgenične izhode. Tudi tukaj se lahko ljudje, ki so na robu, ki so stari, neproduktivni, obnemogli, morda jim lahko družba da nek občutek, da so odveč, in jim ne bo to direktna prisila ali pa ukaz, da morajo to storiti, kot bi mogoče bilo včasih storjeno, ampak je dovolj, če se zadosti teh ljudi potem na ta način odloči, da se sami umaknejo. Doktor Grošelj, ali ste vi v svoji praksi že naleteli na nekoga, ki si je želel umreti? Jaz sem sicer pediater, to je morda pomemben vidik. Se sicer ukvarjam tudi z redkimi boleznimi ali pa pogosto z redkimi boleznimi, ki so seveda specifična. Vemo, da 30% otrok z redko boleznijo ne dočaka 5. leta starosti. To je ena statistika. Se pravi, te bolezni imajo lahko visoko smrtnost. In tukaj imamo na pediatrični kliniki tim za paliativno oskrbo, ki v bistvu pogosto nam pomaga na neki točki, mogoče prevzame kakšnega pacienta in mu, jaz mislim, da zelo kvalitetno lajša težave. Da bi pa prav sam se srečal s takim pacientom, pa moram reči, da ne. Torej, zdaj za konec, če strneva, kaj zdaj polagate vsem nam volivcem na vest, ko se odločamo, kako obkrožiti? Ja, jaz mislim, da je ta zakon v marsičem lahko prelomen. Se pravi, tukaj bi jaz pomen tega zakona dosti visoko postavil, zato ker lahko v nekih temeljih spreminja neke predpostavke, ki so bile z nami tisočletja. Se pravi, to, da ne ubijamo, da ne aktivno prekinjamo človeškega življenja. To je z nami 2500 let ali pa še več. Se pravi, dekalog je star 3300 let. In to lahko v resnici neka politična sila v kratkem času spremeni. Tukaj se mi zdi, je lahko to nekaj zelo pomembnega. Še bolj me pa skrbi posledica tega. Najbolj me skrbi to, da bojo dejansko se ljudje lahko znašali v položaju, ko bodo, jaz mislim, da v večini primerov zelo subtilno potisnjeni lahko tako odločitev. In kot sem že prej omenil, nihče se ne sme znajti v takem položaju, da bi se mogel za svoj obstoj opravičevati. Drug nivo, ki me pa skrbi, je pa ta zakon zelo razdvaja naš narod, zelo razdvaja stroko ljudi, v bistvu, kar pomeni izgubljanje energije. V resnici ukvarjamo se s temi stvarmi namesto, da bi se mogoče z nekimi boljšimi rešitvami ukvarjali. Če se tukaj ukvarjamo z zakonom za 20 ljudi,
pa se hkrati ne ukvarjamo z zakonom za 10.000 ljudi. Govorimo o zakonu o sistemski ureditvi paliativne oskrbe. Se pravi, iz vseh teh navedenih razlogov jaz mislim, da je ta zakon v resnici napačen. Napačen in seveda tudi neustaven. 17. člen ustave pravi, človekovo življenje je nedotakljivo. To se pravi, zdaj povejte nam, katera politika nam je zdaj pripeljala ta zakon na krožnik, da moramo zdaj se ukvarjati s temi stvarmi? Zdaj, tukaj spet ne poznam odgovora. Jaz sploh ne po nekih opcijah. Vidimo, kdo podpira zakon, pa kdo ne, ampak bolj je vprašanje v resnici tega, ali je v resnici ta zakon v dobro ljudi ali ni. Jaz mislim, da se pravi, v dobro večine ljudi ta zakon ni. In zdaj jaz bi si želel, da vseeno politika pripelje zakone, ki so v dobro ljudi. No, dr. Urh Grošelj, najlepša hvala za vaše komentarje. Hvala za vabilo. In hvala za pozornost. Nasvidenje.